Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Velikonočna sobota 4. aprila je bila tudi tokrat v Celju rezervirana za 17. mednarodno tekmovanje Opus 1 plesalcev sodobnega plesa tukaj v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Tudi letošnji Opus 1, 17. mednarodni festival mladih plesnih ustvarjalcev, je v Celje, kjer ima že vrsto let domovinsko pravico, privabil veliko število mladih ustvarjalcev sodobnega plesa, ki so se predstavili s plesnimi miniaturami letos na razpisano temo Intuicija telesa. Tekmovali so v dveh skupinah na odru Slovenskega ljudskega gledališča v Celju v soboto 4. aprila. V skupini M, rojeni med 2007 in 2010, je bilo 12 plesnih miniatur, ki jih je ustvarilo 16 plesalcev iz Slovenije in Srbije. V skupini L, kjer so bili plesalci rojeni med leti 2002 do 2006, pa je bilo 9 koreografij z 11 plesalci, poleg iz Slovenije še iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nizozemske in Srbije. Skupaj torej 23 mladih plesalcev, ki so s plesnimi gibi iskali, ponotranjili in izrazili razpisano temo Intuicija telesa. Ali kot so med drugim zapisali, navajam: modrost telesa, ki nas opominja, da resnica ni v hrupu uma, temveč v šepetu telesa. Ko mu prisluhnemo, ne da bi ga silili v določene oblike ali vzorce, se pojavi avtentično gibanje. Konec navedka. Kot je poudarila ena od organizatorjev letošnjega opusa, je bila tema kar zahtevna. Ja, je bila kar izziv. V bistvu na en način bi rekla, da je tema najbolj pristna plesu, ker bistvo plesa je, da ustvarjamo s telesom in da razmišljamo skozi svoje telo, bolj kot da neke koncepte razvijamo v glavi, ki jih potem utelesimo. Ampak kljub temu je bil feedback strani mladih in njihovih mentorjev, da jim je tema delala kar težave, kako stopiti v to, kako dovoliti, da telo misli pred mislijo. Kako telo dovoliti, da te vodi, brez da bi ga misel usmerjala ali kontrolirala. Tako da je bila letošnja tema, ki je v bistvu, kot sem rekla, zelo pristna plesu, kar zahtevna. Vse nastope mladih plesalcev so ocenjevale različne žirije. Strokovna žirija je podelila nagrado za najboljšo plesno idejo, najboljšo plesno miniaturo ter nagrado najboljši plesalki ali plesalcev v obeh skupinah M in L. Generacijska žirija je podelila svoji nagradi prav tako v obeh skupinah. Produkcijsko nagrado za realizacijo novega projekta, ki bo imel premiero na Opusu 2027, sta podelila Plesni studio Intakt in Javni sklad za kulturne dejavnosti. Matjaž Farič, umetniški direktor Mednarodnega festivala Fronta sodobnega plesa, je izbral plesne miniature, ki bodo predstavljene na 21. Fronta festivalu v Murski Soboti 29. avgusta letos. Mojca Kasjak, umetniška direktorica Mednarodnega festivala Platforma sodobnega plesa, je izbrala plesne miniature za sodelovanje na 19. izdaji tega festivala septembra letos. Nova pa je bila nagrada Bajt, štipendija za udeležbo na B-Meeting programu od 24. do 28. junija 2026 v Barceloni. Vse nagrade so podelili na zaključku v Plesnem forumu Celju po nastopu lanskoletne produkcijske nagrade. To pa sta bili plesna predstava Od vzhoda do zahoda, od juga in do severa, Tinkare Plos, ter plesna predstava Pridna dekleta Helene Alemani Ortiz. Kar lepo število nagrad in nagrajencev se je zvrstilo na prireditvi in vsi so izžarevali navdušenje. Pri tem pa jih je izdatno z vzkliki in aplavzi podpiralo tudi občinstvo.
Nekaj nagrajencev smo ujeli v našo kamero in jih povprašali, kaj jim nagrada pomeni. Jaz sem res počaščena in vesela za to nagrado na mednarodnem opusu. Res sem navdušena, zelo sem vesela glede tega. Ja, ne vem, nimam glih besed. V bistvu mi pač pomeni to, da sem na dobri poti, plesni poti in mi pač data, da sem pač delam to, kar moram, zakaj sem tle in pač v bistvu mi res ogromno pomeni in sem vesela, da sem lahko pač pokazala svoje delo z vsemi tukaj. Tako da res sem vesela, kar sem pač pokazala, sem to, kar sem lahko in sem zadovoljna. V bistvu najbolj hvaležnost to, da imam možnost biti v svojem telesu pa ustvarjati, da me spodbujajo ljudje, ki jih imam res rada, starši, sestra, prijatelji, mentor seveda. Se mi zdi, da mi je res odprl to pot in sem res hvaležna. Zato, da je moj mentor, moj sensej. In pomeni mi to, da lahko naprej ustvarjam, da sem lahko na odru, ker si to res želim, da še kreiram in raziskujem svoje telo. So pa nagrade mladim plesalkam vsekakor tudi vzpodbuda za nadaljne ustvarjanje. Kaj jim dajejo? Po mojem motivacijo, da stvari, ki so nama všeč, so všeč tudi drugim, je vedno lepo vedeti. Ja, motivacija je huda, bom po mojem šla še naprej, ker mi je bilo res užitek to deliti, ker je nekaj res posebnega, tudi iz osebnega življenja. In izbor za letošnje nagrade? Nekatere člane žiri smo povprašali, če je bila odločitev težka. Odločitev je zmeraj težka. Vedno si nekako usedemo, konstruktivno pogledamo, vsak ima nek svoj subjektivno-objektiven vidik, smo 3N v komisiji. Mislim, da pride do Celja na tak dogodek je nekaj neverjetnega. Njihovi koncepti so izjemni, utemeljeni, misel tudi plešejo in je treba pogledati celo sliko. Se pravi, od izvedbe do statno, dodržati prostor in prezentirati svoje ideje suvereno. Tako da nikoli ni bila lahka naloga, včasih se odločimo za dve nagrajenki, nagrajenca in potem skozi proces pisanja izberemo do septembra, izberemo eno ali pa včasih tudi dve, tako kot danes, danes bosta dve premieri sta na odru. Tako da težko se je lotiti tega. Upaš na najboljše, na najlepše, moramo se uskladiti, kriteriji so jasni in veseli smo, ko podelimo in se odločimo za nek presežek. Nekatere so bile zelo težke, nekatere pa kar lahke, v smislu smo bili kar usklajeni. Za nekatere smo se pa mogli prav usesti in dobro razmisliti in razpisati in se pogovoriti in si vzeti čas, pa tudi morda dvakrat pogledati. Slednji je še posebej pohvalil, koliko talenta so pokazali mladi plesalci. Super je, veliko talenta smo opazili in tudi smo pokomentirali, da je to treba naprej kultivirati in da je zelo pomembno, da ljudje to prihajajo gledati, ker potem plesalci imajo občutek, da to, kar počnejo in s tem, s čim se ukvarjajo, ima tudi eno kulturno vrednost v okolišu. In se mi zdi, da bi iz tega vidika rad tudi povabil naslednje leto, da se jih čim več tudi prijavi oziroma da povabijo tudi ljudi, sorodnike, prijatelje, da s sabo pridejo in da to pogledajo. Matjaž Farič, umetniški direktor Mednarodnega festivala Fronta sodobnega plesa, pa je izbral 4 plesne miniature, ki bodo predstavljene na festivalu Fronta sodobnega plesa v Murski Soboti. Z veseljem sem pač zbral teh nekaj miniatur, ki jih bomo povabili na festival Fronta in upam, da se bodo ti mladi talenti tam na našem festivalu družili tudi s starejšimi kolegi in nekako prišli v stik s svojimi, mogoče s svojimi bodočimi sodelavci in s kritiki, s publiko in nekako doživeli ta festival kot neko nagrado. Letošnji opus pa je takole komentiral. Ja, zmeraj je
zelo koristno videti prihodnost sodobnega plesa, plesalce in avtorje, ki se bodo razvijali v naslednjih letih, predvsem v mlajši skupini, v skupini M, je nivo zavidljivo visok in to je veliko presenečenje, ne. Seveda festivalu Opus v Celju tudi v bodoče želi rasti in uspeha. Upam pa, da bo to tekmovanje Opus obstajalo še dolgo časa, ker je nek zelo koristen presek tega, kar se dogaja v prihodnosti sodobnega plesa. Vsako leto mednarodni festival Opus v Celju zvesto spremlja tudi nekdanja strokovna sodelavka za sodobni ples pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti. Praktično 26 let spremljam, tudi 17 let to mednarodni Opus, ne? Tekmovanje mladih ustvarjalcev. Moram reči, da iz leta v leto je ples bolj prisoten, ne samo improvizacija, ampak dejansko kratke koreografske miniature in to se mi zelo všeč. Med odločevalci za produkcijsko nagrado je bila tudi gostja iz Španije in ni skrivala navdušenja nad Opusom v Celju. Mislim, da je to odlična izkušnja. Prihajam vsako leto. Opus iz leta v leto raste, plesalci se vračajo. Mislim, da mladi plesalci pridobijo veliko izkušenj, želijo ustvarjati, nastopati, biti kreativni in to deliti z občinstvom. Lepo je videti, da Opus vsako leto raste in se izboljšuje. Letos so pripravili tudi seminar, na katerega je bil dober odziv. Če primerjam s preteklim letom, je vsako leto boljši, plesalci se vračajo in so vsako leto boljši. Prireditev raste in nivo se izboljšuje, sedaj so pripravili še izobraževanje. To je dobro. In noviteta na letošnjem Opusu je bil plesni seminar, v katerem sta nam več povedali samostojna strokovna svetovalka za plesno dejavnost pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti in mentorica tega izobraževanja. Javni sklad za kulturne dejavnosti že tako vrsto let, že 40 let izvaja zimsko plesno šolo v Mariboru in poletno plesno šolo v Ljubljani, se pravi v času počitnic. Sedaj smo želeli v smislu te decentralizacije čim večje plesa pripeljati tudi še na druge lokacije te plesne šole in tako smo se odločili, da spomladansko plesno šolo povežemo oziroma damo v isti termin, kot poteka Opus. Na ta način se lahko zgodi lepa sinergija, mladi, ki pridejo sem, se imajo možnost izobraževati in hkrati si tudi pogledati kvaliteten mednarodni festival svojih vrstnikov. Tako da upamo, da se bo to razvijalo, glede na to, da je letos prvič, je bolj manjši odziv, manjši format, ki ga pa seveda v prihodnje želimo razvijati naprej in bo to krasna simbioza izobraževanja in krasnih odrskih stvaritev. Super mi je, ker je predvsem priložnost za vse lokalne otroke, mladostnike, starejše ljudi, da pridejo na ene take kratke, ko bi rekla, par dnevne tečaje, kjer se lahko tudi malo razbremenijo, kaj ponavadi trenirajo, pa odkrijo neke nove stvari, ki jih bodo mogoče zasledovali v prihodnosti, pa do katerih mogoče nimajo na vseh lokacijah dostopa. Tako da meni je to všeč, da ples pride skoraj do njih, namesto da ga morajo oni vedno iskati. Torej, bi lahko rekli, da je bil seminar zadetek v črno. Super je bilo, jaz sem ful ponosna na njih, ker sem jih imela najprej balet za sodobne plesalce, potem smo pa tudi naredili v 2 urah odlično otvoritev Opusa, kjer sem bila ful ponosna na njih, ker so navedle božansko otvoritev. Bo izobraževanje na Opusu postalo sedaj stalna oblika? To bi postala stalnica, da bi v času, ker zdaj je že tudi stalnica, da je Opus v času velikonočnih praznikov, da bi tudi v tem času teh velikonočnih počitnic potekala tukaj v Celju spomladanska plesna šola. In tako ta velikonočni praznik spremenimo, sem rekla, da postane naše svetišče, plesišče. Organizator Opusa je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, svojo območno izpostavo v Celju.
Opus je vsako leto zelo, zelo posebna izkušnja. Navajeni smo, da mladi že zelo, zelo dobro znajo ustvarjati svoje plesne koreografije, tako da smo na en način tega navajeni, vendar vsako leto znova presenečeni, ker nivo resnično raste in verjamem, da tudi to kontinuiteto in temi priložnostmi za mlade plesalce. Tako da na en način smo navajeni vsakoletnega presenečenja nad to kreativnostjo mladih ljudi in jo res z veseljem podpiramo in spremljamo. In vsako leto imamo druge strokovne žirije, mednarodne goste in tako, ki so vedno presenečeni nad tem nivojem, nad temi raznolikimi mladimi plesnimi glasovi, ki vsak razvija nek svoj avtorski plesni jezik in to je res čudovito. Ja, moram reči, da smo spet zelo zadovoljni, ker je že to dolgo časa počnemo in ni ne vem kakšno znanost na novo to speljati. Moram reči, da je bilo letos tudi veliko več publike. Kvaliteta plesa je vedno dobra, tako da tle se ni zabati. Pa še v tem letu, ko mogoče res čim prej dobimo zavod za sodobni ples, mislim, da je vse to res lep dogodek in bo lepo leto. Kako pa Opus kot vrhunska mednarodna prireditev sodobnega plesa vpliva na plesno ustvarjalnost v Celju, ki je sicer v našem mestu tradicionalno močna in dobro razvita, saj imamo na področju sodobnega plesa in tudi klasičnega baleta v Celju kar vrsto inštitucij. Glasbeno šolo, plesni forum, Harlekin društvo za umetnost plesa in plesni studio Igen. Sigurno so pozitivne posledice, ki se mogoče ne poznajo toliko v Celju, mogoče ko grejo ti plesalci v neke druge sfere, ostanejo v istih sferah. In ja, bomo rekli, da so v Celju je res, rečemo, valilnica mladih plesalcev in plesalk bila in še vedno ostaja. Se pa v Celju pripravlja ustanovitev tudi novega zavoda za sodobni ples. Seveda se ga vsi veselimo, ne vem ali zdaj, mislim, da že uradno, da bo ta Simon Kardum direktor VD, ne? In ta je naredil Šiško, zakaj ne bi še Celje, ne? Je tudi bil na prireditvi, se je že pogovarjal in že ima načrte, kako ta zavod voditi verjetno, če bo pa to, kako nam bo pa uspelo, pa noben ne ve, ker to je neka nova institucija, nov način in upajmo in moramo vsi skupaj stopiti pa iz tega kaj narediti. No, s podelitvijo nagrad in pa seveda z navdušenjem vseh mladih plesalcev se je tako končal tudi 17. mednarodni Opus v Celju 2026. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav do prihodnjič.